Spoštovane, spoštovani, ja, malce se je zavlekel dvoboj med Domžalami in Aluminijem in zato tekma, ki sledi, nekoliko kasneje. To je moč televizije, skratka, ničesar ne bomo zamudili. 15 minut odigrali z igralcem več, pa vendar niso prišli do zadetka. Tule pa imajo zdaj krasno priložnost in ni je izkoristil Begić še vedno. Begić je odličen v preigravanju. Begić proti Božiču, tokrat brez ofsajda. Ivan Božič, Božič in ena proti ne, ja, vendar ne gol. Vendar ne gol. Medved je sicer najprej zapravil nemogoče, kot sem že pravzaprav zakričal gol, zadev s vratnico na mesto mreže, toda na odbitku Tamar Svetlin. Drugi gol Tamarja Svetlina v tej sezoni in od 25. minute in moramo reči, da zasluženo Celjani vodijo z 1-0. Vse se je začelo pa še večja Kaja Cipota in Svetlin gre. Priložnost za Tamarja Svetlina, potem pa zelo slab zaključni strel. Dobro je podaljšal zdaj Maroša, to je priložnost za Mula Husejnovića. Lotrič se odkriva, Lotrič je sam pred golom, nazaj do Mula Husejnovića. Mula Husejnović je predolgo okleval in odlično v obrambi. Zdaj je Majevski izgubil žogo, tudi on obležal na tleh, to da Mula Husejnović nadaljuje. Mula Husejnović proti Lotriču, Raduha je izpustil žogo, priložnost za Muro Maroša. Priložnost za Medveda, Medved prek gola. Predložek proti Pucku, priložnost za Muro in spet so se obranili Celjani. Pa je napad za Celjane, Jakobsen, spet odlično Jakobsen in brani na koncu Obradović. Zdaj Tomi Horvat, zadel je Mula Husejnovića, pa strel Maruška čez gol. Ni se seveda gostom. Zdaj pa ni prekrška in Sokler je zapravil med žogo. Simon Sešljar, najprej čestitke za zmago, rekel bi kar sijajen, zelo čvrst prvi polčas, potem še nekaj priložnosti tudi v prvi polovici drugega dela, potem pa je Mura zapretila. Koliko vam je odleglo po zadnjem žvižgu sodnika? Ja, res smo v drugem delu v par situacijah trpeli, ampak to je normalno. Kot tako kvalitetna ekipa, kot je Mura zgubila, ko ustvarja višek že tako številčno, pa vse skupaj imajo kvaliteto, da znajo odigrati, da so mirni v tem zaključku. Tako da ja, je normalno, da je treba kdaj tudi strpeti, ampak v globalu z našega stališča zelo dobro odigrana tekma. Zelo dobro smo vršili pritisk na njihovo igro v sami izgradnji in to nam je dalo možnosti, da smo bili skozi tudi nevarni. Zadeli smo enkrat, lahko bi še večkrat, imeli smo še kar nekaj priložnosti, tako da na koncu mislim, da je zaslužena zmaga. Vse čestitke fantom. In pa že četrta zaporedna tekma brez prejetega gola, če vključimo še pokalni obračun. Je ta čvrstina tisto, kar ste želeli najprej, bom rekel, uvesti v ekipo, ko ste prevzeli to moštvo? Želel sem, da vsi na igrišču delajo, ko nimamo žoge. To se dogaja in to je rezultat tega. Simon, ponavadi, pa tudi danes ne, vsaj takšen občutek imam, ne kažete, kaj prida emocij, ampak
tak rok. Videli smo najprej prvenec vašega sina, res da v majici Olimpije, pa zdaj še vaša zmaga. Kako bi ocenili recimo tak rok? Boste malce nazdravili doma? Naj se še ponovi, da je. Ante Šimundža, čvrsta tekma v Celju, na koncu zmaga domačih z 1-0. Vaša ocena tega srečanja? Na prikazano mislim, da je Celje polno zaslužno zmagalo. Imeli so več želje, več energije, predvsem prvim polčasu, da smo bili zelo anemični, tako da danes si več kot poraz nismo služili. Ampak uspeli ste se nekako prebuditi v zadnjih 15-20 minutah, je bila Mura tista, ki je narekovala tempo, vendarle ste tu imeli kar lepe možnosti, da bi na koncu vendarle prišli do izenačenja. Ni bil sam 15 minut, tudi cel drugi polčas je bilo dosti več energije, ampak v današnjem nogometu, še posebej v naši ligi, en polčas ni dovolj. Celje se je pokazalo kot izjemno čvrsta ekipa z ogromno energije, z ogromno želje in mislim, da je tale segment danes prevladal. Kaj pa realizacija? Videli smo ogromno priložnosti že v pokalu proti Bravu, tudi danes spredaj ni šlo. Je to tisto, s čimer se boste zdaj v bodoče morali malce bolj pozabavati? Ja, in v sprednjem zadaj, glede na lansko sezono, smo bili zadaj dosti bolj čvrsti kot letos. Imamo praktično ogromno težav v tem delu igre, ampak pomembno je, da v treningih in v tekmi pokažemo to željo. V realizaciji seveda ni vedno lahko, vemo sami, da je najtežje v nogometu dati gol, zgleda lahko, ampak je najtežje. Tako da so stvari, ki predvsem v današnji tekmi, seveda z tem pristopom, kot sem že prej dejal, je bilo to tisto, katero je danes odločilo in naša sama realizacija potem tudi prije do konca do tega, da ne more zadeti gola. Tamar Svetlin, iskrene čestitke. Vaš zadetek je danes odločil tekmo, verjetno nič kaj lepšega, kot se zgodi ravno to. Ja, hvala. Ja, sigurno vedno je lepo dati gol, ampak res najbolj pomembna je zmaga ekipe. Ta tekma bila ena taka, ali bomo gor pri vrhu lestvice, ali bomo bolj dol. Tako da zdaj smo se uspešno priključili tem ekipam gor, tako da res smo srečni vsi. Je bila pa tekma izjemno čvrsta, vsaj tako je delovalo s tribune. Kako ste vse skupaj sami doživeli na igrišču? Imeli ste še tudi kar nekaj priložnosti, na koncu pa je Mura pritiskala, ampak ni prišla do izenačenja. Ja, mislim, da prvi polčas je bilo nekako neka kontrolirana igra, drugi polčas pa je logično je Mura lovila zaostanek in smo se mi nekako bolj povlekli nazaj, probali zadržati to ničlo zadaj. To nam je tudi uspelo, tako da mislim, da je bilo zato tudi nekaj malo več duelov, malo take grobe igre. Kar sem rekel, naj je bilo važno, da zadržimo rezultat in to nam je uspelo. Za vami je res sijajen niz tekem, zdaj ste se, kot ste dejali, že sami priključili vrhu, verjetno bodo tudi apetiti zdaj malce narasli. Ja, sigurno, mislim, apetiti so bili že na začetku visoki. Na začetku smo imeli tisti slab niz rezultatov, ampak mi smo ves čas verjeli v kvaliteto naše ekipe, tako da za nas to ni nobeno presenečenje, kar da zdaj zmagujemo. Ampak ne smemo se pa zdaj s tem zadovoljiti. Zdaj nas čaka že kmalu nova tekma, Radomlje, zahteven nasprotnik. Videli smo v pokalu, da smo imeli igralca manj, pa smo v komi po penalih premagali. Tako da mi danes se veselimo, jutri že gledamo naprej. Žiga Kovs, čestitke za borbo danes. Do konca ste lovili tale minimalen zaostanek, pa vam ni uspelo. Kaj je danes po vašem mnenju odločilo tale dvoboj? Prvo jaz se čestitam Celju za zasluženo zmago. Enostavno prvi 30 minut nismo mi bili to, kar smo se zmenili v slačilnici. Pol pred tem golu smo začeli nekaj igrati, ampak vseeno ni bilo to. Zdaj ste na vrhu lestvice, res zelo izenačeni klubi. Mislim, da 6 točk deli sam vrh od recimo tudi Mure in Celja. Vse je še odprto, res neverjetno, kako izenačeno je to prvenstvo. Pa ja, to samo kaže, da so ekipe zelo izenačene, ni nobenih favoritov, vsi dobro delamo, vsi dobro treniramo, mi imamo mogoče malo naporen urnik, ampak to ne sme biti izgovor, gremo tekmo po tekmo in bomo videli, kam to pripelje. Pri Muri v zadnjem obdobju malce bode v oči dejstvo, da ne uspevate zadevati več, tako kot ste na začetku sezone. Je to morda glavni razlog za to, da je prišel na vrsto, ne vem, izpad v pokalu, pa zdaj tudi tale poraz v Celju? Pa ja, vsekakor prija mi gor do nekih priložnosti, do nekih zaključkov, ampak vseeno ta realizacija šepa oziroma ni to, kar se zmenjamo v slačilnici. Vsak mora pač prevzeti določeno odgovornost, prvo jaz in potem vsi ostali in potem bomo videli, kam to pripelje.